Za devetošolce prihaja najpomembnejši čas v letu, čas, ko se je treba odločiti, kaj bi radi počeli v življenju. Tudi letos je bilo največ prijav v srednje strokovne šole. Tretjina učencev se je odločila za klasično gimnazijo. Predvsem v Ljubljani je nanje velik naval. Na nekatere gimnazije se je prijavilo tudi do 100 otrok več, kot je razpisanih mest. Ni bilo preveč težko, ker smo imeli veliko pomoči od staršev in iz šole. Nisem imel pa tudi velike težave, da bi izbral, ker sem vedel, kaj bi delal pol naprej. Bilo mi je težko, ker nisem vedela kam. Pomoč sem dobila iz šole, od staršev, največ iz šole. Sem vedel, da imam dosti točk za to šolo. Ni bilo nekaj stresno, zdaj samo čakamo še na rezultate. Učenci lahko svojo odločitev še spremenijo, čas imajo do 6. maja. Nanjo pa bodo vplivali tudi rezultati nacionalnega preizkusa znanja, ki bodo znani 21. aprila. Patrik, Ana in Maj, trije devetošolci osnovne šole Kašelj. Vsak se je, glede na svoje interese in cilje, vpisal na svojo srednjo šolo. Vpisal sem se na zdravstveno srednjo, zanima me pa to, ker bi pol hotel iti naprej na fizioterapijo. Vpisala sem se na gimnazijo Vič. Hotela sem iti na gimnazijo in Vič se mi je zdela kot dobra izbira. Jaz sem se vpisal na srednjo šolo ŠC5, vpisal sem se na program ekonomski tehnik, ker me zanima zelo ta politika, pa kako bom naprej v življenju delal z denarjem. Na programe nižjega poklicnega izobraževanja je prijavljenih 906 kandidatov, na srednje poklicne šole želi slabih 4900 učencev. Na strokovne srednje šole se je prijavilo 9900 otrok, v gimnazije pa si želi dobrih 7700 učencev. Prijave za vpis v srednje šole je bilo treba oddati do 2. aprila. Nekateri imajo že zelo izdelano idejo, kam bodo šli, kaj bodo tudi naprej. Nekateri niti ne poznajo vsega, ne poznajo šol, je treba iti čisto od začetka. Za nekatere je izredno stresna, za druge nekoliko manj dramatična odločitev, a predvsem pomembna, kriteriji pa različni. Odnosi med učenci in nasplošno dobro ozračje v šoli. Že prej sem vedel zaradi prijateljev, pa ker je šola zelo prijazna športnikom, ker se ukvarjam z veliko športi. Stresno pa predvsem, kako se odločiti, saj je uspeh v 9. razredu ob izbiri še popolna neznanka. Naredimo načrt A in načrt B, se pravi načrt A tisto, kar je najbolj zaželeno in realno, in potem kaj izbrati, če se slučajno kaj zalomi. In izziv tudi, kako izbrati šolo, ki ji boš kos. Težko je, sama sem mislila, da bo lažje, ampak moram reči, da sem zadovoljna in da tudi dobim vso pomoč, ki jo rabim. Če začutiš to, da je neka usojena gimnazija, da potem se tudi to povrne. In meni se zelo. Visok vpis pomeni tudi dober glas o srednji šoli, pravijo ravnatelji, ki mirijo. Zagotovo ne bo nihče ostal za zaprtimi vrati šole. Gimnazije nimamo toliko prostora, da bi bilo čisto vsakega, ki si želi v gimnazijo priti. Sem pa prepričana, da za vse, ki sodijo v gimnazijo, pa imamo prostor. Ostanejo tisti, ki so pripravljeni delati, ki so prišli sem zato, ker pač tu želijo. Učenci bodo odločitev o spremembi srednje šole lahko sprejeli do 6. maja. Nanjo bo imelo vpliv tudi nacionalno preverjanje znanja. Rezultati bodo znani 21. aprila, v primeru omejitve vpisa pa predstavljajo 40% točk.